Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Denis Avdić me je povabil na njegov 28-urni maraton za dobrodelne namene. Normalno, da sem to sprejel, seveda malo sem se pošalil, objavil sem njihovo reklamno sliko, kjer so gor Deželak, Avdić in Anja, ampak pač nekoga sem mogel zbrisati in dati mojo glavo gor na njega, ampak nisem mogel Denisa in ne punce, seveda, tada Deželak nažalost ostal edini, ki sem ga lahko zbrisal in sem dal pol mojo glavo gor. Pa te videli, kakšen je njegov odziv, seveda ni bil jezen, vsi so se baje smejali, seveda tja nisem mogel iti praznih rok. Mogoče ne veste, ampak Denis Avdić je postal spet oče, dobil je malega Nika in seveda sem mu mogel neko darilo prinesti, to pa sem mu prinesel vijolično darilo, prinesel sem mu body, gruba piše moja prva ljubezen in tudi to boste videli, kakšna reakcija je bila, ampak nažalost Denis Avdića ni bilo tam, ker je mogel iti nujno voditi eno komedijo na Kongresni trg, ampak ni na to, mogoče pa me bo zdaj povabil na njegov jutranji šov, kdo ve. Zdaj pa si pogledajte, kako je tam izgledalo. Ma 18 minut čez 7, dober večer od naju z Deželakom. Dober večer, Ljubljana, Slovenija. Tako, dobrodelni maraton se je prevesil v drugo polovico, Avdića trenutno ni z nami, ampak brez skrbi ni šel na skrivaj počivati. Preselil se je na Kongresni trg, ima brezplačno predstavo, moški so z Marsa, ženske so z Venere, ob 8 štarta in držimo pesti. Da ne bo dežval. Tudi to, da ne bo dežval. Je pa z nama z Deželakom Jaka, oziroma Jack on the box. Živjo. Dober večer. Najprej, koliko si star, Jaka? Star sem 14 let. In tvoji videi in Facebook objave imajo kar lepo število ogledov, ne? Res je, Ti si v bistvu YouTuber. Res je. A že kaj zaslužiš od tega? YouTube moram priznati, da malo plača, glede na slovenske razmere, Ja? ampak sponzorji pa znajo nekaj plačati, ja. Ok, super. Pa že služiš na nek način svoj denar. Ja, res je. The best. A ti starši kaj svetujejo pri objavah, ali si mislijo, jaz ne vem, zakaj gre, ampak če je ta malo srečen, naj dela, kar ne opaše. In normalno mi pomagajo, hvala, sem 14 let, ne moram vsega sam delati in mi pomagajo, ok, mail je mogoče pisati, da mi preveri, če sem jaz prav napisal, pa spodbujajo me, pa kakšne ideje dajo pri novem videu, pa včasih me slika, ko jaz na primer ne morem slikati, pa take so pa veliko pomoč. A pol jim daš kaj procentov pa to? Imam včasih kako pijača, pa kako kosilo, to pa ja, skrbim tudi za njih, ja. Lepo. Jaka, po 14 imaš kakšne cilje, kar se tega tiče, ne vem, število sledilcev, kakšne vsebine, ki si jih želiš snemati, kaj? Bila je finta v tem, zaradi števila na YouTubeu, nimam dobenega zaradi tega, ker to je tako hudo hitro raslo, da si nisem nikoli predstavljal. Jaz nisem nikoli rekel, ja, upam, da bom prišel do 1000 naročnikov. Jaz, ko sem dobil 100, smo bili, mama, jaz sem dobil 100, ne. Takrat je kome, ok, naj še dela, ne, pa ko bo 1000, pa sem pa že bilo resno delati. Glede ciljev nekih, glede videov, nimam pa nekih velikih ciljev, ampak rad bi šel lepo počasi, vedno više, tako zdaj gre. Ja. Moram ti pa priznati, da si ful iznajdljiv, to pa moram reči. Bravo, kaj če je izgledal, ne? Ker smo bili mi trije na slikci, Denis, Anja pa jaz, ne, si mojo glavo zamenil svojo, zdaj si v bistvu tudi ti car in si mi prlimo na Facebook, tako da. Bila je fina v tem, da nekoga smo dali ven, ne. Zakaj si se zanj odločil? Bila je fina v tem, da Denis Avdića ne sme dati ven, ne še obvezen na mene. Ne moram dati punco ven, ne? Absolutno ne, diskriminacije ne maramo. Bova še, pardon, še edini ostanete, ne? Pardon. V redu je. Ne, smo se ful dobro nasmejali, tako da čisto ok, the best. Večina odzivov na tvoje videe je pozitivnih, najdejo se pa definitivno vedno kakšni troli. Normalno. A je to pri enem ušesu not, pri drugem ven, ali imaš kakšen poseben sistem, kako se s tem spopadati? Jaz samo preberem pa se nasmejim, zaradi tega, ker samo hejtri so tisti, ali so ljubosumni na tebe, ali hočejo biti to, kar si ti, pač ne morejo biti vsi, nažalost, ne. Pol, naprimer, hejtri so tisti, ko ti nekaj dobro narediš, ti oni hočejo slabo, ampak jaz s tem ne sekiram. Mene je to vseeno, ne. Meni se ti to edino pravilno. Mene res. Čisto zadnje vprašanje, kako pa kaj s puncam pa to? Punce. Zdaj moja mama mislim, da to posluša, ne, da ne bi nekaj o tem govoril. A moram priznati, ne, moram povedati, da mama s to pod kontrolo, mama s to za sebe. Mama s to za sebe. Pod 14, bravo, Jaka. The best, hvala ti, da si prišel iz Maribora, ne? Ja, iz Maribora. Pa vidim, da snemaš danes. Snemam. Pa slavo samo nekaj na hitrico povem. Jo, izvoli. Jaz sem nekaj prinesel Denisu Avdiću. Mu bova mi dodala. Ja, vem, bo to mi dala. Bova videla. Mogel sem v tej vrečki prinesti, zaradi tega, ker
je bilo pač noter. Nekaj, ne? Vidim vijolična Maribor šampion. Maribor? Šampion. To je to. Pa smo spet pri fuzbalu. Sem mu prinesel en body, ki gor piše moja prva ljubezen, če malo lepo prosim data. Ker se mali Nik more zaljubiti v prvo ljubezen in predlagam to najboljši klub Maribor, ne? Da, prosim, dajte to. Hvala lepa, Jaka, za obisk. Hvala Pa še vam. kakšno fotko stisnemo. Hvala. Hvala. Moram povedati, jaz sem se imel odlično, jaz še bi lahko to delal 100 ur prisiljen, ker so tako dobri ljudje in tako dobro prijazni. Jaz moram priznati, da niti malo nisem bil, onda je bilo kaj straha, pa kaj, ker sem vedel, da so vsi tako hudo prijazni in so bili, to je bilo full fine. Moram povedati, da smo zbrali 300 000 evrov, to je nekaj neverjetnega, ker seveda jaz sem tudi par SMS-ov poslal, pa hvala vsem, ki ste donirali, ker to bo šlo v prave roke, do pravih ljudi, ki bo ta denar porabili za prave namene, ki jih očitno rabijo. To je bilo vse danes, lajkajte ta video, tudi se naročite na moj kanal, idite na moj Instagram in Facebook profil Jackon the Box Slow in se vidimo naslednjič, ajde!